Lepo pozdravljeni, sem Vanessa Čani. Danes bi želela z vami prediskutirati eno zelo pomembno temo, o kateri večkrat razmišljam, in to je praznina v odnosu do polnosti. Praznina nam pravzaprav dela stisko na kateremkoli področju, si lahko zamislimo. In vsi si želimo neke polnine. Zato dajmo pogledati nekaj vidikov z te teme. Torej, nekaj misli, modrosti življenja, črpali bomo nekaj iz znanstvenih spoznanj, iz osebnih izkušenj, pa seveda tudi iz Svetega pisma, iz knjige življenja, ki je za mene neizčrpen vir življenja. Nedavno nazaj sem slišala eno tako misel, ki reče: nismo vedno utrujeni od dela, včasih nas izčrpa praznina. Neka situacija, kjer je nesmiselna, utrujenost ni vedno fizična. In ravno v času vsi v poslu lahko izkušamo tako in drugače, da je ravno ta notranja izgorelost, notranja utrujenost pogostejša, kot je ta fizična, ne. Nismo vsi zdaj v teh težkih okoliščinah, ko so včasih bili rodarji po, 12-16 ur v temi, v težkih, vlažnih okoliščinah. Sedaj so naše življenjske razmere večinoma mnogo ugodnejše, pa vendarle se soočamo s to praznino, izčrpanostjo, in poglejmo malo te vidike. Najprej definicija, začnemo iz tega zunanjega, materialnega, fizičnega sveta, ki nam je najbolj oprijemljiv, ki ga zmoremo z znanostjo malo izmeriti, stehtati, nekoliko bolj razumeti. Torej, če vzamemo nekako definicijo iz fizike, je praznina stanje prostora brez materije, torej brez delcev. V neki idealizirani obliki temu rečemo, da je to vakuum, Se pravi prostor brez molekul, brez atomov. Čisto popoln vakuum, kot vemo, v praksi ne obstaja, ker je vesolje polno kvantnih fluktuacij. Praznina, če pa vzamemo neko definicijo iz matematike, pa se nanaša na neko prazno množico, to vsi poznamo, se pravi, kaj je prazna množica? Množica je, ki nima nobenega elementa. V logiki pa je neka izjava ali nek prostor brez podatkov, brez informacij ali brez vrednosti. In to je nekaj, kar pogosto občutimo, noter, se pravi, veliko nekega dogajanja, veliko to in to, ampak nima pa vrednosti. Nekaj, kar mi rečemo, da je smisel, da nam je vredno, veliko dogajanja, truda, to in to, in potem rečeš, zakaj, ne? In ta praznina potem vrednosti, smisla človeka boli. Splošni pomen filozofski ali vsakdanji, rečemo, praznina pomeni odsotnost nečesa, zlasti snovi, vsebine ali občutka. Se čutiš notranjo prazen, izprazen odnos, več nima nekih emocij. Primer: po njegovem odhodu ali po njenem sem čutil ali čutila praznino. Lahko pomeni čustveno stanje, torej kot rečeno, brez smisla, brez topline, rečeš, saj živimo skupaj, ampak preprosto odnosi niso več topli, ni neke notranje povezanosti. In praznina kliče po izpolnitvi. Pomembno je, da ta glas slišimo. Če smo lačni, kako reče tista reklama, lačni ful drugačni. Torej, če smo lačni, iščemo hrano, s katero želimo doseči neko polnost, ki nam daje ugodje. Narava sovraži vakuum, to so Aristotelove besede, strah pred praznino. Danes vemo, da se snov širi v prazne prostore zaradi tlakovnih razlik, se pravi, gre za difuzijo. In vakuum se napolni z energijo. Kvantna praznina ni stabilna, pojavijo se neki virtualni delci, to kaže, da nič, tako imenovani nič, ni trajno stanje. Gravitacija in druge sile povzročajo, da se snov sčasoma razporedi tudi v sicer prazna območja. Ljudje, kot sem že malo omenila, to vsi vemo iz izkušnje, doživljamo praznino kot neprijetno. Se pravi, naš
išče pomen, ne? Ta praznina, kaj misliš, kar nič, ne? To nas ne izpolni. Išče strukturo, išče povezanost. Naš je, kot lahko rečemo, naprava za iskanje vzorcev. Ko nekaj manjka, ga hočemo zapolniti, torej z neko mislijo, s predmetom, z odnosom. Potem govorimo o neki eksistencialni ali bivanski praznini, ne? Ko človek nedolgo nazaj sem slišala enega vrhunskega športnika, ker je kljub sicer dobri pripravljenosti pravi, ampak moja težava je, da sem trenutno izgubil smisel, čutim veliko notranjo praznino. Se pravi, to rečemo, da imamo neko bivansko praznino, izgubimo smisel, bližino, vlogo. Pogosto, veste, ko se otroci odselijo, pa je neka bivanska različnost, kot smo bili vajeni, neka druga rutina, ki daje občutek neke praznine, ki jo potem seveda bi radi premostili. Praznini pomeni možnost, ne? Se pravi, če se nekaj izprazni, to pomeni, da lahko kliče za nekaj nove. Lahko pa pomeni tudi negotovost, ker človek rajši napolni z nečim, kar že pozna, kot pa da tvega neugodje nečesa novega. Zdaj pa poglejmo v sam začetek, v samo genezo, kako opisuje to pustost, to praznino. Zemlja je bila pusta in prazna. Ko rečemo zemlja, mislimo na celoten ta naravni, fizični, materialni ekosistem. In ko vidimo pusta, prazna, se pravi, to so te neprijetne besede, nekaj, čemur želimo se izogniti. Tema je bila nad breznom, se pravi, vidimo brezno, to je nekaj, kar se poglablja, kar pomeni nepovratek, pomeni brezizhodnost, se pravi, tema je bila vse, ampak bila je pa možnost, bila je pa priložnost, bilo je pa upanje, Božji duh je pa vel nad vodami, ne? Se pravi, voda je tisto, kar simbolizira vse, kar je v materialnem, eksistira življenje, se pravi, brez vode na tej zemlji ni življenja, a ne? Se pravi, Božji duh je pa nad to kategorijo. In to meni zelo pomaga, ko se srečujem s kakšno praznino, s kakšno pustost, vidim, da po eni strani je tema, ki gre v brezno, se pravi, ki bi me hotela povleči v poglabljanje te pustosti in praznosti, ampak nad vodami, nad temi življenjskimi okoliščinami, nad tem, kdo se jaz čutim, zaznavam, je pa Božji duh, se pravi, je pa duh življenja, duh luči, duh prihodnosti, duh upanja, ki me hkrati kliče. In ta hebrejski izraz, se pravi, originalni izraz, v katerem je bila Stara zaveza napisana, je tohu va bohu, kar pomeni pusto, prazno, ali lahko prevajamo tudi kaos brez oblike. In prej smo ravno rekli, kako naši možgani pa hrepenijo po smislu, po obliki, po strukturi, ne? Praznina tu ne pomeni, da ni nič, ne? Ker to je zdaj velika debata, ne? Kaj v fizikalnem smislu pomeni nič, a ne? To ni, da ni nič, to pomeni, da je ta prostor neurejen, brez svetlobe, brez oblika, brez življenja, ne? Ne želimo si tak prostor, v takem prostoru se ne počutimo domači, kreativni, ne, polni življenja. In kaj se zgodi? Potem pa Bog spregovori. Se pravi, duh je prisoten, ampak beseda življenja pa prinaša red, svetlobo, pomen življenja. Se pravi, to je ta temelj celotne svetopisemske zgodbe, ki je izredno aplikativna tudi na moji osebni mikroravni, ne? Na mikroravni seveda celotnega človeštva. Pomeni, da je praznina neko začetno stanje,
ki ga pa Bog, kreator vsega lepega življenja, vsega smisla, vseh oblik unikatnosti, lahko spremeni v urejeno in v smiselno stvarnost. Ker če bi mi bili samo ta biološka, fiziološka bitja, zakaj bi se spraševali o smislu, o vrednosti, o večnosti, če ne bi te kategorije bile položene v zibko našega ustroja, načina razmišljanja. In o tem razmišljamo vse civilizacije, ne glede na kulturno in siceršno raznolikost, ker je stvarnik dal kodo tega iskanja v naša življenja. Se pravi, ta duhovna praznina pomeni odsotnost najvišjega Boga. Tako kot recimo ta praznina v mojem želodcu pomeni odsotnost hrane, teh elementov, ki mi dajo polnino mojega fizičnega bitja, tako kot je odsotnost nekih novih informacij in intelektualne spodbude mi daje lakoto po znanju, po vedenju, tako je lakota po čustvenih odnosih z soljudmi, tako je duhovna praznina odsotnost najvišjega Boga. V mnogih psalmih, proroških knjigah ljudje doživljajo ta občutek, ta boleč občutek odsotnosti Boga, to je, da je Bog skrit, molčeč, ker reče, moj Bog, zakaj si me zapustil? To je seveda potem Jezus izrekel tudi na križu. In ta čustvena, boleča, iskrena izpoved prikazuje to duhovno notranje praznino, ki je nihče na drugi ravni ne more izpolniti. Tako kot recimo fizične lakote, ne vem kakšna čustvenost, neke moje osebe, ki jo imam rada, ne more izpolniti. Če sem jaz lačna in sem lačna en dan in drugi in tretji dan, me lahko neka oseba, ki jo imam rada, me lahko objema, me boža, me poljublja, ampak jaz sem lačna hrane fizične. Tako se jaz lahko prenajedam čokolade in kruha in ne vem kaj, in ta fizična hrana ne more izpolniti moje čustvene hrane ali intelektualne hrane. Tako nobena druga, ne hrana, ne bližina sočloveka, ne intelektualna hrana ne more zadovoljiti in izpolniti človekove globoke lakote po Bogu, ker duh kliče duha. In tu govorimo o tej duhovni praznini, se pravi, ki vodi v klic, v iskanje, v vero, v to povezanost z Bogom, se pravi, da Bog stopi v mene in jaz komuniciram, stopam v njega. Ta beseda duhovni bankrot mi je stopila v ušesa, ko sem poslušala en podcast Ayane Hirsi Ali. Najbrž jo mnogi izmed vas poznate, ona je rojena v Somaliji, odraščala v Savdski Arabiji, Etiopiji, Keniji. Bila je najprej vzgojena muslimanka, potem je sprejela živo vero v živega Boga po Svetem pismu. Potem, ko je bila vrsto let ateistka, ona je znana kot kritičarka islama, aktivistka za pravice žensk, avtorica, zelo iskana predavateljica, veliko ima predavanj, kot veste, tudi številne knjige. Napisala več knjig, tudi ta Infidel, nevernica in Heretik, se pravi te dve knjigi, ki je zelo zbudila, se pravi, to svetovno znanost, svetovno neko miselnost, medkulturnega dialoga. Skratka, gospa je kar ozvočena na mednarodnih odrih. Torej, ona je bila potem, ko je opustila islam, ki je pač videla te grozote, kaj se tu dogaja deklicam v tej kulturi, je bila zavedena sekularizmu in ateizmu, pogosto sodelovala v debatah z znanimi ateisti, kot je Richard Dawkins in ostali, ki jih verjetno poznate kot te znane svetovne mislece.
Ona je sama, mislim, da je še vedno to dostopno, to sem gledala nekaj njenih intervjujev na YouTubu, ko je govorila o tem, da kljub temu, da je srečno poročena, ne vem, ima 2, 3 otroke, se pravi, znana intelektualka, odprli so se ji svetovni odri, pisateljica, se pravi, ustrezno tudi finančno kompenzirana, je imela notranje globoke stiske, ki jih pa seveda ni želela javno izražati. Bila je pogosto v depresiji in tudi je hodila k številnim raznolikim terapevtom, jemala zdravila in tako naprej. Potem je pa ena prijateljica ali znanka pač rekla, veš, kaj je tvoj problem, ne? Ti si duhovno bankrotirala in ona ni mogla razumeti, kako, ker marsikdo enači intelekt z duhovnostjo, a ne? Se pravi, z povezavo z živim Bogom in to si lahko hitro užaljen, kaj bankrotirala, jaz intelektualka, to in to izobražena, ne vem kaj vse. In tu vidimo, za kakšno vrsto bankrota ali lakote gre. To so besede gospoda Jezusa iz Mateja 4:4, ki reče, ne samo od kruha živi človek, ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust. In človek, ki ne sliši besed iz ust živega Boga, je duhovno lačen, bankrotiran. Poglejmo že iz naših človeških vsakodnevnih izkušenj. Se pravi, otrok, ki odrašča, ne da bi slišal besede ljubezni, sprejetja, ohrabritve, vizije od svojih staršev in najbližjih, je pogosto čustveno ranjena oseba, še potem globoko, lahko celo življenje ali pa globoko v odrasla leta, zato ker se ljudje hranimo z besedami ljubezni, sprejetja, upanja, možnosti, vizije. In če tega ni v našem življenju, potem imamo tu globoko praznino. Kaj šele, če človek ne sliši v svojem srcu, v svojem duhu besed življenja od Boga življenja, ki ga je ustvaril. Se pravi, najglobljo praznino, odsotnost ljubljenosti in vrednosti Bog napolni z brezpogojno ljubeznijo. Kaj nam to pomeni, da je oseba lahko vzcveti, če je ljubljena v otroštvu, potem kasneje z drugimi odnosi, z lastno družino, potem prejema ljubezen, jo daje naprej. Ljubezen je torej hrana, to je duh ljubezni, je hrana življenja. Kaj to pomeni? To pa pomeni, da nas je ustvaril Bog ljubezni, ki nas napolnjuje, on edini, z brezpogojno ljubeznijo. Vsi jo sicer zmoremo do neke mere, ne? Ampak še vedno imamo določene meje, ko nam lahko gre lastni otrok na živce, pa lastni partner, ki ga ljubimo, na živce, najbližji, sodelavci, sosedje, prijatelji, ne? Se pravi, vse imamo določene meje. Mi pa hrepenimo po tej brezmejni, brezpogojni ljubezni, ki pa jo daje samo Bog. Se pravi, njegove besede so, z večno ljubeznijo te ljubim, in Bog je ljubezen, njegova narava, očetova je ljubezen. Jezusove besede, jaz sem prišel, da bi imel, jaz, vi, življenje in to življenje v obilju. To so besede, ki nas sitijo, ki nas hranijo, ki nas odpirajo. In s tem danes zaključujemo, s temi mislimi, koliko smo podhranjeni, koliko se hranimo, na katere načine, kaj ti praznina kliče. In če se ob praznini hranimo s čipsi, z nezdravo hrano, se pravi notranja praznina, se hranimo z nezdravimi odnosi, manipulacije ali pa intelektualno lakoto hranimo z nekimi brezveznimi šovi, ali pa v bistvu to notranje hrepenenje po Bogu poskušamo utišati z drugimi raznimi motilci, potem vidimo, da je to nezdravo. In človek bankrotira, se pravi, se odreka polnemu življenju. Zaključujemo torej s temi mislimi, ki pa hrepenijo po tej polnini,
Se pravi, vse, kar je resnično, to napolnjuje, kar je vzvišeno, kar je pravično, kar je čisto, kar je ljubeznivo, kar je častno, kar je količkaj krepostno in hvalevredno, vse to imamo v mislih. Hvala lepa.